Zdravo, draga družba. Danes raziskujemo zakladnice v slovenskih garažah. Slišal sem, da se na tej lokaciji baje nekaj nahaja, tako da pejte z mano, gremo pogledat. Obeta se nam pravi lov na zaklad. Sem kako mislila noter prišel, to je pa druga znanost. To so neka vrata. Izvolite, pejte naprej. Jaz mislim, da sem najdel najhitrejši traktor na vasi. Pa diske ima spredi leto. Če imamo že tukaj, v tem prostoru take stvari, ko je šele v Ulmu. Če pa zdaj nismo najdli zaklada, pa ne vem, kdaj ga bomo. Leto, formula, številka 2, starodobnik, Volvo, Benfera, razstavljen, Subaru. Zakaj je to odprt zdaj? Pa dobro, kaj je zdaj fora? Vedno zaprem ta vrata, kaj je to zdaj? Kako dobro. Halo, pa kdo si ti? Kaj delaš kle? Zdravo, raziskujem in iščem zaklade po slovenskih garažah. Mark, kaj pa ti kle? Lejte, ko sem rekel, mačkam sem šel pogledat, ker vem, da imaš hude zverince tukajle. Upam, da mi ne zameraš, no, vem, da je zelo neprijetna situacija. Ja, mislim, zameram ti ne, sem, če bi pa rad kaj vprašal, pa se bova pomenila, ne? In zato smo tudi danes tukaj. Pa sva za? Marko, čem sem jaz zdajle sploh sedel? Jaz si to ne znam predstavljati. Kaj je to za ena zver? Glihkar si sedel v športnemu prototipu, to je Radical SR3 Super Sport. Točno ta je še malenkost bolj drugačen od ostalih SR3 Radicalov, zaradi tega, ker je en izmed parih na svetu, ki imajo gor cestno legalen kit, se pravi pač zadeva street legal oziroma se da z njo voziti tudi po cesti. To moraš biti kaj ena ikona, vežeš poglede, po moje, vsi, ki te srečajo, so tako, njim česa sem šel zdajle. Ja, mislim, ljudem je itak čist neobičajno, ne, da vidijo kakšno tako zadevo na cestah, tako da mislim, atraktivno itak je, za voziti je pa uf. Koliko pa jih je? Imaš kakšen podatek, koliko jih je? Jaz sem šel čisto iz Ferbca, sem šel gledat po registru, v glavnem sem jih zasledil, da jih je bilo 12 s cestno legalnim kitom za cel svet narejenih. Pa mogoče še ena zanimivost, ne, da enega prav tazga, prav v rdeči barvi, na takih feltnah je imel tudi Colin McRae. Ima pa tale zadeva atmosferski motor z nekih 250 konjev ruknevan iz sebe. Vidiš tudi tukaj na zadnjem modelu nalepko piše Powered by PowerTech. To je pač podjetje, ki se ukvarja s, bom rekel, tuningom oziroma predelavo motorjev. Tako kot sem rekel, ima nekih cirka 250 konjev pa dobrih 500 kg. Pa imaš ti to za dirkat ali imaš to vikend avto? Ja, tega v bistvu tako, lahko rečemo mi, da temu bolj tako za vikend, dirkalna formulca je pa tam le zadnji. Pa imaš pa še enega dailya? Ja, dailya pa pol spet druga. Mi boš to ga pokazal. Veš kaj, nekaj me zanima. A si šel z njim že v Meka mogoče? A si že jedel iz tega spoilerja kakšnega Big Maca recimo? Nisem še, se pa pogovarjamo, da bi to izvedel. Tako da ja, zdajle to sicer ni opcija, čeprav sem se 31. decembra pa 1. januarja sem se okoli vozil, ker je bil malo lepše vreme, tako da mislim, je bila nora kulisa, se peleš po cesti, pa vidiš zasnežene gore, ti pa le taki zadevi se peleš, res nekaj norga. Ampak ja, bomo pa tudi To moraš narediti, to bo ful zanimivo. nekaj z McDonald'som posnel, tako da Koliko te pa kaj zebe, če se peleš, na primer, po zimi? Mislim, najbrž se orenko oblečeš, čelada, kakšne večslojne rokavice, ne vem, ali te v vsakem primeru vzeti do roke? v bistvu je tako. Zdaj, posebnost te zadeve je tudi ta, da spada pod kategorijo M1 osebnih vozil. Se pravi, pač načeloma ne rabiš imeti na sebi čelade, ne? Ampak jaz jo imam, pa tudi vsakmu, Priporočaš, ki ga peljem zraven, jo imam zaradi tega, ker se veš, preleti kakšen kamenček strani, gor dol, kakorkoli, nimaš vpliva in brez veze riskirati. Jaz bi tukaj rekel, da mogla biti kar obvezna, no? Ker pač niti nimaš nekega stekla zaščite, ne levo, ne desno, obvezna je tle čelada. Tako se recimo tudi pri avtomobilih, recimo, je par modelov, oziroma drugi avtomobilski znak, ki imajo tudi svoje modele, ki recimo
nimajo nad sabo strehe, ne, recimo pač ne vem, kakšen tak primer, ne vem, Lotus recimo, ali pa recimo med drugim, ne, KTM Crossbow recimo je pač tudi Eden izmed teh primerov, ja. tako. In ja, valjda pač daš gor čelado in to je to, ne, pač. Kar se pa tiče pihanja ali pa recimo tako, da bi te neki zebale, jaz imam vedno, ko se grem voziti, imam recimo tak softshell, zaradi tega, da me pač ne ovira med tem, ko vozim, ne. Težko si v takile puhovkine, ker... Ja, pač ovirate, Ja, ne. ja. Pol recimo čevlje imam tudi dirkalne, zaradi tega, ker recimo v teh forsicah ni šans, da voziš, zaradi tega, ker so padalke toliko skupaj. Je pač res mission impossible to voziti z nekimi navadnimi čevlji, če se hočeš seveda peljati za ziher, pa tako, kot je treba. Ja, mislim, piha pa tako, a ne, mislim, zdaj, ko imaš čelado gor, itak ni problema, ne, zaradi tega, ker pač recimo tale del tukaj, recimo skrbi, a ne, da lepo zrak zaokrož čez, a ne, se pravi, v bistvu ti gre samo višino glave, pa pač pol čez, a ne. Recimo tale del, kar se kabine tiče, a ne, noge, recimo pa trup si itak noto zaprtem, a ne, tako da ne. Ti malo frizurco popravi po domač, ne? Jaz imam skozi, ko malo nazaj, pošponano zaradi. Ti imaš skozi uno, ta hitro verzijo. To je pa Wolf model GB08 Thunder, pač italijanski proizvajalec, totalna tovarniška zadeva. Ki pa ni primerna za Ne, cesto, ta pa nima cestno legalnega. To je pa čist izključno samo za dirke, dirkališča. Zdaj, kar se tiče samega načina vožnje, ne, recimo pač bom rekel tako, sta si čist različna, ne, to, kar izgledata podobna, sta si čist različna, zaradi tega, ker je pozicija v formuli tukaj še malenkost nižji sediš, kakor v radikalu. tudi ta aerodinamika, vidim, da mogoče drugače speljana. Ja, čist drugačna, ne? zaradi tega, ker radikal je tudi malo starejši, ta je precej novodobna zadeva, ne, mi smo kupili 3 dirke rabljeno, praktično novo. Tudi volan, recimo imam gor vso telemetrijo, hitrost, vse ostale podatke, ki jih rabimo, ne. Medtem recimo, ki pač pa radikalu nimamo, ne, pa tudi recimo pač sama aerodinamika, način vožnje, tukaj volan veliko bolj direkten, se pravi avtomatski menjalnik imam z avtoblipom gor dol, ne. Tako da pač se vidi, da je čist posodobljena zadeva, tudi kar se aerodinamike tiče, se da tukaj prilagajati veliko bolj. Pa imam recimo gor tukaj tudi kamero. Aha. Se pravi, vsakeč, ko dam kontakt, recimo, ko se pač zadeva pržge, tukaj serijsko gre ena kamera, ker ta model je z 1.1 motorjem. Se pravi, v tej najhujši verziji si dobil zraven še kamero, ker je tudi po varnostnih standardih, a ne, ki je pripeta na ta rollbarček, a ne, ker mora zdržati Vse te sile, tako. In je bila pač tudi zaradi tega ustrezno zasnovana, ne, pa tudi pač precej taka bolj aerodinamična oblika, ne, da ni to tukaj kakšen GoPro. Ne vem, a sem zasledil zdaj, kaj zgovoril, kakšno funkcijo ima ta kamera? Se pravi, ko prižgem formulo, začne ona snemati in s pomočjo te enote, Ja. se pravi, tukaj le noter skrbi zadeva za vso telemetrijo, ki mi pač prenaša podatke, se pravi, v kateri prestavi sem, koliko obratov, hitrost, se pravi, steering angle, se pravi, kot obračanja volana, vice, se pravi, odzivnost na gas, v bremzi, vse te podatke, ne, pač v bistvu prenese ona na posnetek, ne, toliko, da jaz lahko pol kartico dam ven, dam na laptop, pogledam vožnjo, analiziram. Analiziraš. Tako pa vidim recimo, ne, Kje se so da izboljšave, izboljšati, tako. tako. In s tem dirkalnikom tekmuješ v katerem tekmovanju? Trenutno pač vozimo gorsko hitrostne dirke, vozimo pač ko za državno prvenstvo, kakor za evropsko, pa pač International Hill Climb Championship. Aha, pa greš tudi v tujino na kakšno dirko? Ja, mislim tudi v sklopu državnega prvenstva imamo pač ene par dirk v tujini, a ne, zaradi tega, ker pri nas ni toliko dirk, da bi pač me lahko čisto samostojno državno prvenstvo samo v Sloveniji, a ne. Imamo pa, bom rekel, tudi to prednost, a ne, da Ilirska Bistrica šteje v sklopu državnega prvenstva tudi za evropsko prvenstvo, ne, se pravi v bistvu za najvišji nivo gorsko hitrostnih dirk v Evropi. Ja, super, noro. Na hitro smo jih malo preleteli, tele tvoje igračke. Zdaj me pa zanima, a lahko mi mogoče to tudi kaj slišimo? Tale predvidevam, da je na zimskem spanju zdajle. Mogoče trdič? Ta je na zimskem spanju, trdeč ga pa komot slišimo. Ja, dajmo, to bi pa res me zanima, no.
Mark, kaj so pa pol tele številke? Predvidevam, da si z njimi tekmoval, a imaš kakšno redno ali vsakič dobiš drugo? Kako je s tem? Na dirkah dobimo vsakič drugo številko, ampak ja, prav to, kar je na steni, so iz dirk, se pravi, odkar pač vozim formulo. Ne. To je iz mojega prvega track daya, ko sem bil s formulo, kle sem prvič formulo na dirkališču vozil. To je iz moje prve dirke na Gorjancih, gorsko hitrostna. To je iz Ilirske Bistrice, evo, kle imamo pač par tablic od Radikala. Evo, pa prva tablica od Radikala, ki je prišel ven iz tovarne, evo, kle imamo pošnelca nadal skupaj. Mark, kaj pa je tole? Tvoj daily? Ja, to je Subaru Impreza VRX, letnik 2004, Blow-by. Kaj pomeni blow-by? Mislim, Blow-by za tiste, kot sem rekel, malo bolj Subaruje poznajo. V bistvu te luči oziroma ta generacija se imenuje Blow-by. Smo pač Impreze razdeljene na več teh, ene so bile Bagaj, Hawkeye, Blow-by, Mina, itd. Še sem bolj švok z Imprezami, pa je Subaruje, zato sem te kar direkt vprašal. Kar ne vem vprašati. Zaradi tega jaz tu take stvari, kar povem, pa rečem za tiste, ki malo bolj poznajo, kakšni so pol tako kot ti, pa to, kva pa je Blow-by, pa to je tiste, ki pa malo bolj se v Subaruje spoznajo, pa se tako, ok, Blow-by. Ja, pa predsvejo. Ja, pač le, Impreza je tako kot vse, prav ima 2-litrski Boxer 4 motora, ne, se pravi pač Boxer, se pravi gre obati vodoravno, se pravi to je pač ta specifika Subarujev, ne, zato tudi tukaj rumble zvoka, ne. Ampak ta, tako ga sem rekel, ima unequal end header, ne, se pravi, da sta pač pri izpušnem kolektorju cevi od 2 cilindrov proti drugima 2 krajši pri equal end headerju, ne, se pravi equal, da sta pa pač enaka, pa narediti tak spet nek unikaten oziroma bolj poseben zvok, pa ni tak prepoznaven. Koliko je pa tole, ki je močno? Ta ima trenutno 265 konjev, tako da v bistvu precej bom rekel, 100 konje drži, tako da je tudi, kar se zanesljivosti tiče. Dotrkamo hitro, tako da ja, lej, pač ne vem, smo v enem letu so naredili, ne vem, dobrih 30 jurjev kilometrov, kar je za ta avto. To je kar lepa številka, ja. Kar lepa številka, ja, in lej, pač raznorednih servisov, rednega vzdrževanja, tako kot pač ne bi pri vsakem avtu bilo, ne, nobenih večjih težav, tako da lej, Ti lepo služi redno vsak dan. Itak. Ja, nič Mark, jaz predlagam oziroma prosim te, če greva lahko še kakšen krog po ovinkih, a si za? Popeva, ne? Sem pa jaz zasledil, da si ti tudi, kako bi rekel, nesojeni smučarski skakalec. Nekaj si obupal, kaj je bilo s tem? Nekaj si skakal, povej nam kaj več. Res je, ja. Ja, od 4. do 16. leta sem treniral smučarske skoke, tako da bil sem 12 let skakalec. Pa se v bistvu vse skupaj zaključilo, no. Imel sem 2 taka malo bolj resna padca, no. Pa ne, da bi se prav karkoli ustrašil. Imel sem na tek pa zvim vratne hrbtenice, en kup takih stvari, no. Pol leta sem še vztrajal, pa se trudil, pa nekako nisem prišel nazaj. Pa sem videl, ne, zdaj pač, da vržeš v svoj čas, mislim, takrat, če prosti čas, ne, poleg šole pa vsega v to, se mi nekako ni zdelo več vredno, no, tako da... Si se pol odločil, da greš v druge vode. Tako. Pa si bil že prej tako ful v avtomoto, so te že prej veselili avti? Ali je to šele pol prišlo, ko si nehal skakati, pa si iskal nekaj novega? Ma ne, mislim, mene tako, sploh kar se bencina tiče, pa tega mene je to vedno fasciniralo. Mislim, nismo bili tako daleč od tega, da bi bili kot familija orientirani neki ful na avtomoto zadeve, ne. Mogoče bolj še zaradi tega, ne, ki je imela sestra tako hudo prometno, ko sem bil mlad, ne, in pol nekako tudi, rekel, zaradi tega nista starša forsirala noter v to, ne. Smo pač hodili tako na te renta-gokarde pa take stvari, ne. Ampak kar je bilo takih stvari, no, smo pol nekako sta naju probala zdistancirati, kakor se je dal, ne, ampak... Tep ni ratal, ne? V bistvu ne samo pri meni, se tudi pri tam avmo, ne, a veš, mislim... Ma še brat v bistvu? Ja, brat je pa v bistvu res mahar, no, pač Raufov v ekipi, a ne, pač... Tvoj mehanikar pol v bistvu? Pač ja, moj mehanik je, ja, tako da res znalac, tako da evo, lej, kaj ne rečemo soda, lej, pač... Tako pride? Točno tako, lej, oba so šla pol te v avtomoto vode in... Lej, zdaj smo tukaj, kjer smo. Kdaj je pa pol Mark Ivanov prvič prejel za volan? Ali se je to zgodilo kmalu ali je prišlo takrat, ko je bil izpit pač? Ne, to se je zgodilo že
precej prej. Ja? Se pravi, mislim, ne vem, na te razne gokarte smo hodili, ne, to je bilo prvič, da bi imel prav stik z volanom. Da sem se po avto prvič usedel, to pa zdaj prav točno, da bi rekel, ne vem, bi se po moje zlagal, če karkoli rekel, ampak po moje tam, cirka 7 let sem bil po moje star, imel oči ta staro R5 kampusa. Ja. In smo se šli tam pa eni plinarni blizu nas, ki je tako malo bolj odmakne, smo se šli velikrat voziti in jaz se spomnim sploh teh prvih voženj, sem bil še toliko majhen, do pedalk sem lih dosegel, ampak sem mogel med gumo podriti, da sem sploh čez videl, tako da so zlati spomini. No. Lepo. Prej smo se že dotaknila gorsko-hitrostne dirke. Kaj vse pa še obstaja v Sloveniji? Mačkrat sem šel pogledat na to spletno stran, zasledil sem še autocross, ki me pa tudi že marsikdo povabil, pa nisem še utegnil pogledati, je najbolj zanimiva dirka. Pol imamo še digitalne, kaj je še vse v Sloveniji? Kaj si lahko gledamo, navadni smrtniki od takih dirk? Mislim pač, kar se avtošporta v Sloveniji tiče, bom rekel tako, najbolj razvita pa zorganizirana sta pač rally pa gorsko-hitrostne, se pravi GHD program. Pa imamo še, se pravi, autocross, pri nas recimo progo Moravček, zdaj že pač nekaj cajta, par let se to dogaja, pa pol e-šport, oziroma pač ta e-gaming. Pač krožna je pa tako, dirkališča še vedno nimamo svojega, tako da v bistvu, kar se državnega prvenstva tiče, v krožnih dirkah vse poteka zunaj, tako da v bistvu nismo samo mi, ki vozimo gorsko-hitrostne, zdaj primorani biti v tujini, pa pač imeti državno prvenstvo tudi zunaj. Ampak tudi recimo na pisti, medtem ko rally je pa pač druga situacija, pa pač včasih so bile tudi neke dirke za državno prvenstvo, recimo na Hrvaškem, zdaj tega ni več, ker rally je pri nas toliko, oziroma taka kvota, da lahko pač državno prvenstvo poteka res izključno v Sloveniji. Ja, je pa še kar žalostno, da nimamo tisto, kar si marsikdo želi. Mogoče imaš kakšno informacijo več, se kaj premika v tej smeri? Mislim, jaz par informacij imam, zdaj sicer tako neuradnih, kaj, zakaj, pa tudi ne bi neki ful odpiral, kar se tega tiče, ker recimo med drugim Mobikrok oziroma pač Gaja, to, kar je večina nas, ki smo bili še do časa, da smo lahko gor vozili, je pač zgodba zase. Zdaj pač recimo, rekel, neka taka neuradna informacija, pa tudi recimo privat že zakupiti zemljišče, dobiti dovoljenja, pa narediti neko progo, ne v neki dolžini, tako kot Grobnik, recimo 3-4 km, ampak recimo tako neka 2 km, tako kot ima recimo Lindau Ring, tam v Petišovcih, zraven Speedway steze, tudi pač tista kilometrska proga, pač lastnik privaten, Čaba Lazar ima to čez. Se pravi, marsikdo je že probal, pa se je nekje ustavilo. Ja, pri nas je tako, jaz bom rekel, nisem lih najbolj navdušen na to, z zeleno politiko, pa da je vse mod, pa vse pa gor, pa dol. Pri nas je tako, mislim, žalostno je, da se športa bom rekel, podpira v tej meri, da bi se pač dal prostor, tudi recimo za tak, bomo rekli, pa spet bova tako rekla, tukaj moramo biti malo bolj previdna, pa ne smeva reči dirkališče, ampak je mogoče bolj primeren izraz, da rečemo večnamenski poligon, ker pri nas je tako, zdaj, če bi imeli to, ne bi samo recimo pač za nas, da bi gor potekala državna prvenstva, ampak tudi za vse ostale, če ne drugega, da se ne bi rabili voziti v tujino, recimo na te neke track daye, pa na dirkališča, da se da pač adrenalin ven iz sebe, pa glej, mogoče tudi, za potrebe, varne vožnje, recimo, da pač marsikjer navaden posameznik lahko izkusi neke limite svojega avtomobila v seveda pač varnem, kontroliranem okolju. Tako, in da je potem v prometu mogoče bolj defenzivno naravnan, kakor pa da tukaj divja in se izživlja, Točno. Ja, okej, pustimo zdaj to težko tematiko v Sloveniji. Dajva se malo vrniti na gorsko-hitrostne. Kaj je bil tvoj najbolj odmeven dosežek, ki ga imaš trenutno v svoji karieri dirkanja? Ja, definitivno, tako kot sem se pač že prej, oziroma se ti v garaži omenil, se pravi v Ilirski Bistrici, nekajkrat šteje tudi za evropsko prvenstvo, smo pač lansko leto v sklopu pač mladih voznikov, sem zmagal, smo bili prvi. Pa, tako kot sem ti tudi že prej povedal, smo pač dosegali to zmago v svoji kategoriji evropskega prvenstva v
pač za formule pa prototipe, ne. Kar na koncu pač ni bilo klasificirano, ne, zaradi nekih političnih razlogov, ne, ampak ne bi glih prav posebej komentiral situacijo. Spet se vse pri politiki konča. Se pravi, pa kljub dokazilom pa vsem, pa da dejansko ni bila naša napaka, ne, ampak a veš, pač, eni tega ne more požreti gor dol, ne, plus seveda to, ne, da take stvari je škoda, da se dogaja, oziroma ni pravno, ampak pustimo to. Razumem. Kaj bi pa pol tvoj največji kiks v dirkaški karieri? Kakšna nezgoda, mogoče nesreča, mogoče kakšna poškodba že? A to iz mojega stališča ali stališča drugih, ker če gledamo kiks, ne, recimo. Ja, ne, z tvojega primera, naprimer, si kdaj zletel z ceste, nas ne zanimaš ti, noben drug. Tako da pravim, ne, ker recimo starša bi oba rekla, da je bil kiks že to, ko so šla oba z bratom, recimo to, kot te avtošportne vode. Ja, zdaj razumem, kaj si strelo, ja. To je bil ta prvi kiks, ampak ne, v bistvu pač kakšen kiks pri meni, pa pač valjda, kot pri vsaki stvari, ne. Zaradi kiksov rataš pač, ne vem, boljši, močnejši, ne, se iz njih nekaj naučiš. V prvi sezoni, ne, jaz, ko sem pač v avtošport štartal, ne, moja želja je bila, To je bilo katerega leta? To je bilo 2019. Da bi pač šel v rally, ne, da bi začel rally voziti, ne. In pač so bila s takratnim sovoznikom, ne, so bila na tem prvem testu in pač sem na tem prvem testu sem naredil totalko, sem kar konkretno fajn povalil avto. Ampak točno vem zakaj, kaj je bilo res, da smo imeli un dan. Ogromno je bilo tehničnih težav, ker so bile pač višja sila, da je bila pač, ne vem, napaka na materialu, še do danes točno se ne ve, kaj je bilo, pa najprej z diskom, pa je pol zamaknil nosilce, pa gor, pa dol, ne. Ampak pol na koncu pa pač jaz za finiš stresel avto. In takrat pač je mene tudi tako malo zdesetkala, ne, sem od takrat Fiesto ST, to je bil moj prvi športen avto. Prav takoj, ko sem naredil izpit, sem rekel, to cak. Zdaj pa gremo v akcijo. Je bila Fiestica moj ta prvi avto in sem jo mogel pol prodati, da sem pač to škodo poplačal, ne. Tako da in kaj sem se iz tega naučil, ne iti prek svojih zmožnosti, ne, tudi če vidiš, ne, recimo, ne vem, da je višja sila, da se je treba s tem sprijazniti, ne, pa pač, iti malo bolj z glavo čez stvari, ne, ker vsi ti športi, ne vem, adrenalinski, ne, recimo, ali jaz vem pač recimo pri sebi zaradi skokov, ne, začneš na 10-metrski, 20-metrski, 30, 40 in greš postopoma gor, ne, in isto je pri teh stvarih, ne, ne moreš ti kar prvo sezono osvojiti vsega, ne. Ni bližnjic, tudi tukaj ne. Ja, tako, ne, mislim pa, veš, tako, kaj jaz rečem, Filip Liser je enkrat ful lepo povedal, pa rekel, to so športi, za katere rabiš biti ubrisan, ne pa F, ne. Zaradi tega, ker če si zelo hitro zaključiš zadeve, ne, ker adrenalinske stvari oziroma sploh take stvari, ker so tudi drugi dejavniki zraven, recimo skakalnice, se stopnjuje tako kot s tvojim znanjem, tudi veliko znanje in bolj, neka dolžina skoka, isto pa avtih, ne, se pravi, s tvojimi zmožnostmi grejo zraven in moč dirkalnika, cel performance dirkalnika, vse to je treba upoštevati, ne. Isto je pri motokrosu. Tako, pač pri vseh teh stvareh je treba pač na to tudi gledati, ne. In pač zaradi takih stvari, ne, se pol pač učiš, ne, tako da jaz sem rekel, what doesn't kill you makes you stronger. No, lepo sem, da si od tega odnesel kar se da dobro, no, da te je to nadgradil, ne pa da si takrat obupal pa rekel, to mogoče pa ni zame. Okej, dobro sem skočila. Ja, pač v takih stvareh sem ti hotel reči, ne, da ne obupaš, mislim, zdaj za neko stvar, sploh kaj ti pomeni, ker res to delaš s srcem, za to živiš, ne. Veš, te stvari ne moreš kar pustiti, ne, pa reči, zdaj pa en kiks pride ali pa pač neki ne gre po planih, ne, in živa. Puška v koruzo. That's life, ne. To je life. S takimi stvarmi se moraš pač sprijazniti in tako, kot smo rekla, ne, pač točno tako. Ok, super. Vsi vemo, da je dirkanje zelo, zelo drag šport. Kako pa premaguješ vse te finančne stroške, težave? Od kje te prilivi, bom rekel, a si ti zaposlen, a si študent, a te starši popolnoma podpirajo pri tem doma, ali enostavno dobiš nek support, neke sponzorje, ki ti pokrijo te stroške dirkanja, formule, kakorkoli naprej? Ja, mislim, od marsikoga, ne, pač dobim tako vprašanje, ne, ker je pač čisto razumljivo, ne, glede na to, da pač, kot si rekel, se zavedamo, da pač te stvari niso pač cenovno
najbolj prijazne, ne. Ampak ja, mislim, jaz že takoj, ko sem se pač lotil avtošporta, ne, recimo, ko sem doma povedal, ne, to bom pa jaz delal in sem se odločil, zdaj grem pač v to noter. Kakšna je bila doma reakcija? Takole, ne? Ja, Se bomo pokrižali. Ja, je bilo nekako tako, ja, in pač oba starša, ne, sta rekla, halo, pač zdaj, če se hočeš s tem ukvarjati, ne, sedaj, ampak si financiri sam, ne. Veš, jaz sem dobil nek, bom rekel, finančen začeten kapital, ne, če ti danes povem, to je bilo 3 ure pa pol, ne. Ne rabimo sploh v številkah, a veš, nas bolj zanima, kakšna je zgodba tukaj zadaj. Ja, tako, ampak ti pravim, ne, veš, jaz sem recimo pač dobil ta nek malenkosten finančen boost, ne, ker recimo pač danes to, kar sem dobil, ne, bi kupil 2 kompleta gum, ker veš, da je enako skoraj da nič, ne. Pač, in z tega se je pol vse skupaj začela, ne. Ampak v prvi vrsti je bilo tako, ne, pa se mi je zgodila takrat nesreča, pa sem mogel avto prodati, pa pol pridejo druge stvari, pa je treba opremo kupiti, pa na treningi, pa če hočeš to dvigati še na nivo višji, je treba tudi finančno dvigati na nivo višji, ne. Ja, sigurno. In pač vse gre eno z drugim, ne, in tukaj recimo, se je pol začel in se je videl, ok, bo treba začeti delati, ne. In pač jaz tudi, ne vem, še vedno študiram, ne, sem pač na faksu, sem pač na inženirskem programu in je tako, ne, zdaj pač recimo take stvari, tisti, ki imajo doma firme, pa bom rekel malo večji pritok sredstva, ne, je lažje, ne. Recimo mi, pa tako, ko vsak vidi, pa reče, ok, voznik, ne, pač ja, cool, ampak tukaj nisem samo jaz, ampak cela ekipa, ne. In rekel, mi delamo za skupno eno in to je pač, da pridemo čim dlje. Vsi delamo, bom rekel, neke normalne jobe, ne, jaz pač, bom rekel, če trenutno študentska dela, ne. Seveda je pa, bom rekel, tudi tako, nimam jaz samo enega prihodka, ampak jih je več, ne, se pravi, pa se naredi, ne vem, kakšen servis, recimo imamo tudi svoje, pa se naredi ta avto, pa to, pa se v tem vzame, pa reče, ok, zdaj to bomo dali za dirka, to je treba kupiti, ne. Mislim, to je moj način življenja zadnje 4 oziroma zdaj bo kmalu 5 let. In gre vsa sredstva prav res direkt sem noter, ne. Pršparam veliko na temo, ker ne hodim ven, ne pijem, ne kadim. To se predspozna. In to se takoj pozna, ne, tudi, bi kakšen rekel, ok, ne, to pa ni tok, pa se, Se nabere. Se nabere, tako. Delal sem pa na razna študentska dela, od nekih promocij za avto, hiše, bil sem tudi protokolaren voznik za varuha človekovih pravic, za gospoda Petra Svetino. To sem delal lansko leto. Letos je pa pač tako prišlo, sem rekel, da bi rad malo zamenjal tudi stroko, zdaj, ker sem še študenta, ne, sem zdaj pač rekel, nikoli ne bom delal v strežbine, no evo, Glih tle končal. In glih tle sem končal, tako da, ampak, kot študentski job. Ja, ne, kot študentski job je to super. To bi pa pol tvoj vzor, tvoj idol, kakšen dirkač, ki si ga gledal, pa si rekel, stari, jaz hočem pa tudi tako voziti, pa se bom vrgel v to, pa vozil rally. Si koga tako spremljal, pa da bi ga izpostavil? Kdo ti je bil vzor? Jaz dejansko prav vzornika nimam, ali pa da bi rekel, da sem zdaj zaradi nekoga prav šel not v avtošport, pa da me je pač recimo, bom rekel, to toliko pritegnil, da bi rekel, ok. Zaradi tega sem pa to. Tako, zdaj sem pa pač v tej stvari. Pač, ne vem, to je nekaj, kar je not v meni, pač to imam, ta res, ne vem, vonj bencina, hitrost, vse te stvari. Bom rekel tako, imam pa par posameznikov, ki jih pa pač občudujem tako in z vidika športa in z vidika... No, vse to mogoče, če... Ja, to pa recimo so, bom rekel, čist iz slovenskega področja, recimo, ne vem, Tim Gajser mi je en tak, zaradi svoje zgodbe, pač ker tudi pri njih doma sem poslušal pač par intervjujev, ki je Bogo razlagal, kako so oni prišli do tja. Tam je kar težka zgodba zadaj. No, tako. Ja, pač recimo, kar se slovenskih športnikov tiče, no, mi je Tim nekako tako res v tisti špici, ne. Saj je, pa se mogoče sploh ne zavedamo, še zmer ga imamo. Mačkan več pozornosti bi si tudi od slovenskih medijev mogoče zaslužil, ali pa sem jaz tak feeling. A sploh kakšna medijska hiša poroča, evo, danes je pa zmagal Tim Gajser. Res ne vem, kdaj je bilo, ne bom zdaj poimensko, katera medijska hiša, tako, ampak te najbolj gledane, ne vem, če se
izpostavi tako. Ja, mislim, bom rekel tako, zdaj pri nas trenutno to forsira bolj, bom rekel, Šport TV, ne, zaradi tega, ker ima pač tudi medijske pravice, ne. Ampak škoda, ne, to je del športnih novic in zakaj, a zdaj boš zaradi konkurenta, ker ti tega ne predvajaš, tega ne boš objavil. Mislim, ja, ok, razumem, spet tukaj zadnji posel, ampak zakaj, na koncu stradamo mi gledalci, ne vem. Ker smo pač prikrajšani takih ali novic, ali pa recimo, če ne drugega športnike, ne neke, bom rekel, prepoznavnosti oziroma pač, da se ljudem pove. Ja, in če nisi toliko v temu, če ne spremljaš in ne veš, danes pa tim dirka, pač ne boš dobil te informacije in to je malo tako, a ne. Ja, to je pač ena izmed stvari, ne, še bolj recimo se odraža to, ne, tako kot smo prej rekli, da je to vse skupaj en posel, ne. Danes, če te pač ni ali na socialnih omrežjih, ali na televiziji. Ali v medijih ne obstajaš. Tako pač v medijih te pač ni, ne. In zdaj recimo sponzorji oziroma pač, ne vem, vsi, ki se pač nekako vidijo tukaj noter v tej zgodbi, pa samo to zanima. Jih zanima pa samo to. Številke, kaj bom imel jaz od tebe. Ampak ja, logično, tvoj denar, fair je, da hočeš tudi nekaj od tega imeti. Tako. Pa glej, to sem ti hotel še reči, pač glej, situacija trenutno pri nas taka je, jaz upam, da se bo pač spremenila, da se bo pač zboljšal, recimo z vidika nacionalne televizije in pač bom rekel vseh drugih medijskih partnerjev, ne, da se bo to toliko razvil, da bo pač vidno tudi, bom rekel, vsem navadnim ljudem, ne samo tiste, ki jih zanima, pa pridejo pač na dirke, pa vejo, da se to dogaja. Ampak tudi vsem ostalim, bom rekel, širši javnosti. Tako. Več šans imamo pol tudi kot narod, da se zgodi nov Tim Gajser, ne? Pa veš, večjo bazo ljudi zajameš, ne? Seveda, pa to je škoda, no? Tako, to je ena stvar, drugo pa to, ne, da pač, dajmo si pač priznati, ne, da avtomotošport v Sloveniji ni toliko priznan, kar je pa precej ironično, zaradi tega, ker na ogromen dirk, recimo, pride toliko ljudi, pa se tukaj pogovarjamo o nekih resnih številkah, ne vem, rečemo 20-30 tisoč ljudi, ki si marsikdo bi mislil, da se to bo brije gledati, nekih 500 ljudi, recimo, ne. Ali pa recimo, koliko je avtomobilskih navdušencev, tako recimo, glej, se sam veš, ne vem, pa pridejo mladi, pa te vidim, pa delaš to, pa bi malo pokazal. Ja, a veš, recimo, jaz sem tudi tak, da z največjim veseljem pač ta svoj passion prenašam recimo pač na koga drugega, sploh pač na te mlajše generacije, ne. Pri nas recimo tudi ni izgovor to, da ni denarja ali pa česarkoli, da se pač recimo ne bi mogli zgraditi dirkališča, da bi bilo to širši javnosti še bolj predstavljeno, da bi lahko prišli dejansko na dirkališče gledati dirke, ne. Mislim, da denar tudi ni tukaj problem. Mislim, jaz bom tako rekel, ne, če je šlo recimo pa bom rekel, jaz bom zdaj govoril za stroko, kjer sem bil, zdaj mu reči neka planica, ki je pri nas slovenski nacionalen šport, pa so skoki res, mislim, v sami špici, kar se tiče in prepoznavnosti in medijskega suporta, pač all in all. Je za planico res šlo kar nekaj sredstev in tako iz Evropskega sklada, kot pač, bom rekel, od države, se pač dobili kar nekaj sredstev, da se pač vse skupaj zgradili in to ni bilo, vemo, nek majhen dar, ne. In pač, glej, za take neke številke, mislim, bi se lahko pogovarjali tudi o nekem dirkališču, večnamenskem poligonu, tako da, glej, če bi bil interes, bi se to že zdavni zgradili. Pa ne samo za avtomobile, ampak recimo tudi za motocross, tako recimo za speedway itd. Okej, ja, kar zapademo v take bolj tematske. Pa bi se lahko še en teden pogovarjali. Ja. Gremo se vrniti spet malo bolj na svetlo stran. Ženske imajo zelo rade tako, kako bi rekel, uniforme. In tudi dirkaška uniforma je konec koncev po mojem marsikateri ženski všeč. Kakšne izkušnje imaš pa ti na dirkah? Imaš kakšne ženske obiskovalke? Se gibljajo okoli tebe, te porajtajo, ali si mogoče samski? Evo, še to. Mislim, samski sem, ne, ampak mislim, ja, lej, fenice so, valjda so. Pridejo, ne? To pač spada zraven, ne. Ampak ja, no, lej, bom rekel, živimo pač tudi v sodobni družbi, ne, in bom rekel, vsak ima nek svoj pogled na te stvari, ne, tako kot jaz, ti pač. In lej, pač neke stvari so, ki jih jaz gledam tako in točno vidim, ne, okej, prideš zraven zaradi tega, tako kot si rekel, pa imaš, ne vem, cool uniformo, ne, pa je formulca, pa je to, pa uno. Ni pa, bom rekel, tistega pristnega odnosa, okej. Kdo pa si ti, Mark? Ja, tako ne, pač. Si pa ti všeč, tako, da sem jaz Mark, ne. In to je meni recimo najbolj všeč, ki me ljudje začutijo, ne, pa vidijo,
ok, pač tako, ti si Marko, ok, pustimo formulo, ampak pač lej, Kdo si ti raje mi povej, ne? Ja, točno to je. ima Pa pač formula. povej, kako si, rečemo pač o takih debatah, pa to tudi med prijatelji, veš, vse zanima. Wow, hudo pa to, veš, pa kaj, pa gor dol, daj pa kdaj imaš dirko, pa to ste nabavili, zdaj pa. Sem rekel, ja, zastonj, sem rekel, ampak dajte, a veš, poveš, ampak dajte povedati, kako ste, ne, dajmo se o tej stvari pogovarjati, ne, ni vse samo to, no, tako da. Tudi to je res. Ok, česa se pa Mark boji? A imaš kakšen tak strah? To smo pa zdajle prav dugo. A ti pomagam? Da ne zmagaš dirke mogoče? Ne, to, daleč od tega, daleč Ok, od tega. kaj pa? To, če ne zmagaš dirke, veš, da je treba še bolj delati, da boš zmagal dirke. In to je Ok. to. Pa tako, Prav, ne vem. straha, mislim, zdajle, da bi pomislil, A kakšna žival taka, ne vem, jaz imam kače, na primer, ne vem. a ne, meni so kače kul, evo, Tebi so pri kolegu, pri Eriku Kosu. Ja? Ma kačo doma. Ja, Erik ima doma kačo in ja, nekega pitona je bil, mislim, da nek meter pa pol. Vse vemo, da se zdaj res o Ja. kačah menimo. Ne o drugih kačah, ne. In ja, pač mislim, meni je bil ti. Ok, ker nadaljuj se. Ja, mislim, kukor se bo slišal, ampak meni je bil pitonček, mislim, prav fajn. Ne, ne bi pitonček, prav fajn. Tako da ja, in ne, res, kar se kač tiče, pa vseh teh plazivcev, whatever, nimam nekega strahu. Tudi pajki, konc koncev, Ok. ful mi niso tako, da bi mi bilo nelagodno ali pa kakorkoli, ampak kot majhen ti pa povem, sem imel pa res en velik strah pred Ja? dvigali, stari. Pred lej. dvigali? Pred dvigali, jaz Ok. nisem šel v dvigal, pa da se hecaš, stari. Kaj, da bi noter ostal, da se ne Ja, ali pa recimo, ne vem, ali pa da bi se, ne vem, kaj strgal, pa da bi dol padel. Ne vem od kje, zakaj, Ja. ampak tak ful nelagoden feeling sem imel, ampak ne vem, danes recimo tako temu malo smejem, ker pač me ni dejansko Toliko več strahu, strah, takrat, ali pa da ja. bi imel problem s tem, ampak si rečem sam tako, wow, ne, pač tako malo v joku, stari, WTF, ne. No, veš, tako da ja, ne, drugače pa. Ja, evo, vse si rekel kot zanimivo, dvigal. Ja, Ja, zanimiv, to. zanimiv. Kaj sem pa še slišal? Mark Ivanov je bil nekoč svetovalec za e-mobilnost. Kako pa je zdaj s tem? Ja, med drugim, res sem bil, ja, pa bi. Se pravi, kako bi rekel, električni avti, to je tvoja strast. Nameravaš kupiti Teslo. Ne, totalno kontra, jaz še vedno zvest petrolhead, Okay. 102 oktana plus v krvi, tako je. Ja, se vem, da te malo provociram. Ja, ne, res, mislim, tako, to je tudi ena tematika, ne, Je precej Ja, spicy. bomo so rekli. kar nebuloze, tako da ja, no, jaz bom rekel tega tako, razen če smo res v neki ožji družbi, no, Ja. se tega nekako izogibam, ker bom rekel tako, vsaka stvar ima svoje pluse, minuse. sigurno, Uh, definitivno. ampak ja, no, sem bil nekaj časa tudi spet valjda kot študent svetovalec za e-mobilnost, tako da, ampak daj pustimo. Ok. Kaj pa Mark počne v prostem času, ko se ne ukvarja z avtošportom? A ti sploh kaj ostane? Trenutno, vsaj zadnji čas, če primerjam 3 leta nazaj ali pa danes, sploh od lanskega leta, ko smo šli v tak obsežen projekt, ne, pa sem prestopil iz avtomobilov med formule, ne, kot sva rekla, in kar se tiče vseh področij, je treba dvigati nivo višji in pač tukaj tudi čas. Ne, se pravi, takrat, ko ne delam ali pa pač, ko nismo z ekipo skupaj v delavnici na dirkah, kjerkoli sem, ne vem, ogromen na treningu, recimo, veliko ljudi pozapa, ne, da je tudi avtošport, treba psihofizično poskrbeti za telo, a ne, in spet, tako kot so rekli, ne, pač v avtomobilu, a ne, oziroma pač preme, da ko sem dirkal z Impreco, je bila ta psihofizična pripravljenost na nekem nivoju, ne, pa ko smo prestopili med formule oziroma prototipe, ne, je bilo pa treba ne vse druge stvari, ampak spet tudi psihofizično kondicijo pa pripravljenost dvigati res na nivo višji. No. Tako da, ampak v prostem času pa ful rad smučam, od takrat, ko sem nehal skakati, da me dejansko, jaz vsakmu rečem, jaz sem bil nordic in vedno bom nordic in to mene, gore, sneg, ta hitrost, smučke, mislim, to je... Adrenalin imaš v krvi, tako ali pa drugače. Točno to. Tako da, smučanje, kakšen tek na smučeh, čeprav to že nekaj časa ne,
Drugače pa lej, kakšna gorska kolesa, take stvari. Samo da se dogaja, no, lej, med drugim tudi enduro motor, lej, tako. A imaš tudi motor? Ja, mislim, nekaj cajta sem zdaj na testu Revue MR300 Pro, 300 kubov dvotakta. Tako da ja, no, lej, zdaj ne vem, za naslednjo leto, ne vem, se nekaj pogovarjamo oziroma razmišljamo, če bi se mogoče malo dotaknil tudi tega segmenta, ne, ker recimo lej, enduro motor ali pa nasplošno cross za fizično pripravljenost, res lej, Moraš biti. pač tako, ne moreš skrivati, da me zastopaš, lej, saj sam veš, ne greš na motor. Jaz sem po 3 krogih fertik, zato ker nisem pripravljen, ker nisem navožen, ker nimam Tako. fizične pripravljenosti. In to je enkrat ena. To ni Ne moreš normalno. fejkati. Ne moreš fejkati na motorju. Ne moreš. Če Ne pa moreš. boš, se boš pa razletel po razkantu. Sam boljše, da si pošten do sebe in da si Tako. cel konc dneva, konc treninga. Točno tako. Pa to sem ti hotel reči, lej, če se le da, probam tudi čim več časa preživeti v naravi. No. Tako recimo tudi, če se gremo z avtomobili za vikend, kakšen dan voziti, gremo ponovadi na take ceste, pustimo te neke public roads, ne, pa gremo na tiste malo bolj odročne in za užitek tako in tudi zaradi tega, da se pač malo odmakneš, da je za duša pa to, da imaš tisti nek svoj mir, da razbremeniš malo ta tempo in na področju dela in psihičnih naporov, sploh to v času Vsega skupaj. sezone, ne, ko so dirke, to treba res kar nadzorovati. No, tako da. Ok, kaj pa tvoja najslabša pa najboljša lastnost po tvojem mnenju? Tako, kot Mark, kot človek. To, da sem ful odprt. Ja, te Ful dostikrat odprt kot teplo. človek, velikokrat me je tepel, da sem marsikoga tako prehitro spustil bliz, pa sem bil na koncu kaznovan. Ta druga stvar, če pa tako pogledam, recimo, je pa to, da jaz nekaj, kar bom hotel narediti, bom naredil in velikokrat sem šel z glavo čez zid. Dostikrat si se najbrž opekel, kdaj je pa to tratel, ne? Točno tako, ne, točno tako. Kaj pa če bi imel eno zlato ribco, če bi jo srečal tlele v jezeru, ki se glih mimo furava, pa bi ti dala ene 3 želje, kaj bi to bile? Poleg poligonov v Sloveniji. Ja, če mogo iti hele do Zbiljskega jezera, tisto zlato ribco iskati, ne, bi itak rekel prva stvar, lej, zdravje na prvem mestu. Pravilno. Kar se pa tiče vseh stvari, pa to, da bi še vedno to, kar delam, delal s takim užitkom, s srcem, da bi to trajalo. Za te stvari, ki jih imaš rad, da to traja. Kaj pa so pa tvoji cilji za zdaj naprej? Kaj lahko od Marka pričakujemo v prihodnosti? Ja, zdaj, kar se tiče ciljev je zdaj en izmed večjih ciljev to, da zdaj se spravljam nazaj snemati tudi za YouTube kanal, za svoj YouTube kanal, da probam ta svoj passion oziroma to, kar delam, deliti z drugimi, pokazati, da se da. Rekel, vsak od nas ima svojo zgodbo, karkoli se loti, ampak predvsem to, da se da. Ker me res veseli, kot sem rekel, in da delim z ostalimi in tudi jaz, da imam kot nek spomin čez posamezne obdobja življenja. Tako, in z vidika, se pravi, dirk in tako. Doživeti, tako, odnosov ljudi. Ali pa tako, kot so danes sebo, ko je tole pogledala. Pa se bomo čisto fajn. Ja, pa se bomo čez 5 let pogledala pa rekla, to smo takrat snemali. Še enkrat moramo iti. Ja. Tako. Ej, ful dobro. To je to, kar se pa dirk tiče, pa tako, no, gremo iz dirke v dirko in s tem pridejo tudi vsi ostali zadani cilji in da se z ekipo napreduje. Zdaj, do kam ciljamo, bom rekel tako, čim višji. No. Ne omejujem se nič, tja, ko bo šlo. Ma kar bod zahteven do sebe, daj si visok cilj, pa tudi če ga ne uresničiš, verjamem, da boš prišel dlje, kakor pa če boš tako, ma kar bo. Ma ne je visok cilj, probi ga doseči, pa boš pa že videl, kaj bo. Šla sva en krog, pomenila sva se, Mark, hvala ti za vse zgodbe, za to, ker si nam zaupal, hvala, ker si bil gost. Hvala tebi. Čast mi je bilo. Enako. Tako da, ja, veš, kaj bi mogoče še kdaj lahko naredila? Tisto, kar sem rekel za Meka, poklic boš šla v Meka. S formula, na McDrive. Pa dava gor, veš. Zdaj boš poklical, pa se bomo zmenili, ne? Z veseljem. Zdaj pa počakam še nekaj zate. Evo, dobiš to. Wow. Naš timski pulover. Evo, pa prav posebej, moj avtograf za čofa. Noro, ful ti hvala. Malenkost. Zdaj sem malo prim. Čakaj ti tukaj, Mark, nekaj imam zate. Mark ima nekaj zame. Mark ima nekaj za Marka. Od mojega mrča mi je še nekaj ostalo. Ne gledati
cifer, ki so mačka tako, upam, da ti bo prav. Nekaj bo že. Oversize smo, ampak bom ponucal. Če ne bi pa kakšnega manjšega dal, no. Evo, zdaj pa. Predaja, slavnostna predaja. Evo, en nasmešek. Mark, hvala tebi še enkrat. Vodi uspešno Enako. dirke, morda bom prišel letos tudi na kakšno tvojo dirko, no, da te tudi vidim v akciji. Poklič pa se slišimo, Tako. za McDrive pa velja. Zmenjeno, po vinki. Čau. Čau.